Števila do 20, predhodnik in naslednik. Na enak način, kot smo prej iskali številom, iščemo tudi predhodnike in naslednike. Če se spomnite, smo se mi najprej učili predhodnike in naslednike na igrišču, ko smo števila zapisovali na asfalt in smo se potem sprehajali pred števili, za katerega je rekla učiteljica Janja, in potem ste šli naprej na naslednje število od tistega števila, ki ga je rekla učiteljica Janja. Danes pa bomo predhodnike in naslednike števil iskali s pomočjo številskega traku, kar smo delali tudi v šoli s števili do 10. V šoli s števili do 10 smo že izvajali takšne aktivnosti. Recimo, če smo imeli število 7, tako smo torej to zapisali, da imamo to število. In številu 7 moramo sedaj poiskati predhodnik, kar smo označili, in predhodnike smo označili s črko P. Številu pa lahko poiščemo tudi naslednik, kar smo v šoli označili s črko N. Če se sprehodimo po številskem traku, vidimo, da imamo število 7 tule. Število, ki je pred 7, število, ki hodi pred 7, ki je predhodnik števila 7, je število 6, ki ga poiščemo in ga takole postavimo. Naša naloga sedaj pa je, da poiščemo naslednje število, torej naslednik števila 7. Zopet si pomagamo s številskim trakom in tako, da najprej poiščemo število, poiščemo 7 in potem naslednje število, naslednik števila 7 je torej 8. Tako smo se mi poigravali z predhodniki in nasledniki. Včasih se je zgodilo, da nismo imeli danega števila, ampak smo imeli dan predhodnik. V tem primeru smo predhodnik poiskali na številskem traku in najprej poiskali število. V tem primeru je število 5. Smo število 5 nastavili s kartončki oziroma zapisali, kadar smo to delali v zvezek računko, in potem že imamo tu število 5 in že lahko poiščemo naslednik števila 5, ki pa je število 6. Zopet, tretja možnost, ki se nam lahko zgodi, pa je, da imamo dan naslednik in je naša naloga, da poiščemo število in potem od števila predhodnik. Tudi tokrat nam bo v veliko pomoč številski trak, kjer poiščemo naslednik, v tem našem primeru je to število 10, in se sprehodimo nazaj po številskem traku in že pridemo do števila, ki je v tem danem primeru to število 9. Število 9 postavimo s kartončkom ali ga zapišemo. In sedaj imamo zopet lažjo nalogo, dano imamo število in naša naloga samo še je, da poiščemo predhodnik, torej število, ki hodi pred našim številom, in to je število ali predhodnike in naslednike števil do 10. Bomo sedaj pogledali nekaj primerov števili do 20. Torej, v našem primeru imamo sedaj za število 14, ki ga lahko poiščemo tudi tule na številskem traku, torej število 14. Naša naloga je najprej
poiskati predhodnik, se pravi predhodnik števila 14, to je število, ki hodi pred 14. In če gledamo tole številski trak, vidimo, da je to število 13, ki ga lahko zapišemo ali pa nastavimo s kartončkom. Ker imamo dano število, poiščemo še naslednik. Se pravi, število 14 si pokažemo na številskem traku in pogledamo, kateri je naslednik, torej katero je naslednje število in vidimo, da je to število 15. In si ga takole nastavimo. Takšnih primerov lahko rešimo še kar nekaj. Recimo, če imamo za število 11, predhodnik je 10, takole, od 11, naslednje število pa je število 12. Prosim te, da se kar malce poigravaš in na tak način rešiš vsaj 10 primerov in tako dobro utrdiš pojma predhodnik in naslednik. Včasih se ti pa tudi tako, kot se nam je prej zgodilo števili do 10, zgodi, da imamo znan predhodnik, števila pa naslednika pa ne. V tem primeru, tako kot prej, poiščemo predhodnik na številskem traku, pogledamo naslednje število, 17. Ko imamo enkrat dano število, pa poiščemo tudi naslednik, to je 18. Nalogo smo rešili, lahko pa s pomočjo številskega traku preverimo, ali je naša rešitev pravilna. Torej, tu si sledijo števila 16, 17 in 18. Pogledamo, če si tako sledijo tudi števila na številskem traku. 16, 17, 18. Če se vzorček ponovi, je velika verjetnost, da je naša rešitev pravilna. Če bi namreč storili takšno napakico, takole, recimo, da bi nastavili, da je predhodnik 13, število 15 in naslednjih 16, bi lahko pri preverjanju teh števil na številskem traku hitro ugotovili, da tule med 13 in 15 eno število manjka, da smo torej storili napako, ki jo lahko popravimo. V primeru, da imamo znan naslednik števila, se pravi zadnjo število od 3 zaporednih na številskem traku, potem pa torej poiščemo najprej naslednik, v levo poiščemo torej manjkajoče število, vidimo, da je to število 16. In še malo, torej od števila predhodnik, to pa že znamo, od števila 16 je predhodnik, pa število 15. Tudi na tak način reši več primerov. Za utrjevanje iskanja predhodnikov in naslednikov številom pa rešiš naloge na strani 6 v delovnem zvezku.